Lep pozdrav in dobrodošli na še enem liveu Kripto dnevno. To je live, ki ga imamo vsak dan ob 9. zjutraj na Patreonu. In seveda, če se mi želite pridružiti v živo in to spremljate kasneje preko YouTubea, so povezave spodaj v opisu in pri 5. komentarju. In če to spremljate kasneje preko YouTubea, se ne pozabite naročiti na moj kanal, da ne boste kakšnega posnetka tega livea zamudili. Poleg tega se pa priporočam tudi za kakšen všeček, to vsekakor zelo pomaga algoritmu. Kje smo mi zdaj ostali z našim planom? Danes je četrtek, 26. marec in v bistvu, kar se tiče našega plana, se ni spremenilo nič. Tukaj, kot lahko vidimo, se je v bistvu tale naša rama samo malce premaknila. Tako da, ja, še vedno je v igri tale naš obrnjeni Head and Shoulders, ki je bikovski vzorec. In potem seveda tale meja na okoli 72.000, če mi tole prebijemo, potem lahko tudi nadaljujemo z rastjo, kot vidimo tukaj za Bitcoin na 15-minutnem časovnem intervalu. Ampak tukaj je zdaj tale trenutek odločitve. Kot smo govorili, tale meja na okoli 70.000, tukaj zdaj moramo zdržati. Mi moramo tukaj videti en lep in odločen odboj, da mi tudi izpeljamo tale bikovski vzorec. Ker če ne, če mi to mejo slučajno izgubimo, potem lahko pademo vse dol do naslednje meje 69.000. Kar me sicer malce moti, je, da so se tukaj začele nabirati dolge pozicije. Kot vidimo, je Bitcoin kar malce prekupljen in tudi tukaj na enournem časovnem intervalu je isto. Tako da, kje imajo stop losse te dolge pozicije? Točno tukaj pod tem dnom. In seveda, to je meja 69.700 in seveda tudi na enournem časovnem intervalu 69.900, tam nekje, tako da to bom označil. Zdaj, kar je ključnega, kot sem že večkrat omenil, seveda je, da mi dobimo odboj in v tem primeru lahko nadaljujemo rast. Imamo pa tudi eno skrito bikovsko divergenco, jo bom označil. Če upoštevamo tole dno, pa tole dno, kar očitno smo tudi zdaj naredili, imamo dno in višje dno. Medtem ko tukaj pa smo naredili dno in pa malce nižje dno. In zdaj bo treba spremljati in videti, če se bo tole dejansko izvršilo. In seveda v tem primeru je naslednja meja na okoli 72.000. Poglejmo zdaj še likvidacijske cone. Tukaj sem tole mapo naštimal na 3 dni. In ja, se točno ujema s tistim, kar smo mi začrtali. Tukaj tale meja zgoraj ostaja na okoli 72.300. In tukaj se je začela ustvarjati nova na okoli 69.300. Zdaj je samo vprašanje, kaj bomo mi šli prej pobirati. Če gremo mi pobirati tole tukaj zgoraj, potem se bo tudi izvršil naš vzorec. In v tem primeru, če se bo v popolnosti izvršil, smo mi tudi začrtali naslednjo mejo, samo malo dodam na avtomatsko, mi smo začrtali naslednjo mejo na okoli 74.000. Bomo videli, če bomo prišli do sem gor. Poglejmo zdaj še Ethereum. Ethereum je kar precej bolj neodločen. nima tako lepega vzorca,
kot ga ima recimo Bitcoin, tako da trenutno bi bil bolj za spremljati Bitcoin. Tukaj pri temu dnu, pri temu trenutnemu dnu, oziroma ne, že prej, tukaj na tem vrhu je kar precej ljudi stavilo na padec in ta padec se je zdaj izvršil. To je meja na okoli 2175 in če se mi zdaj obrnemo, so ti ljudje kar blizu in lahko bi prišlo do njihove likvidacije. Poleg tega pa na enournem časovnem intervalu očitno tudi tukaj mi delamo skrito bikovsko divergenco. Dno, višje dno, medtem ko RSI je pa naredil dno in pa nižje dno. Bomo mi zdaj videli, kako oziroma če se bo tole izvršilo. In če bo seveda karkoli posebnega, bom seveda tudi dodatno javil preko Patreona. Trenutno nič kaj tako zanimivega, nič kaj tako novega, ampak bi znal biti ta dan še kar zanimiv. Kot sem rekel, če bo karkoli, bom še dodatno javil preko Patreona in če se mi želite pridružiti, so povezave spodaj v opisu in pripetem komentarju. In seveda, če spremljate to kasneje preko YouTubea, se ne pozabite naročiti na moj kanal, da ne boste kakšnega posnetka tega live zamudili. Priporočam se tudi za kakšen všeček, da pomaga malce in da pospeši algoritem. Tudi komentirajte spodaj, zelo zanimive debate se razvijajo in zelo rad podebatiram tudi z vami. In pa delite ta video tudi s svojimi prijatelji. Tako, jaz vam zdaj želim en lep dan še naprej, čeprav je malo kisu, in se vidimo ponovno jutri zjutraj ob 9. Čau, čau.